Nekoč so obstajala mesta, ki so bila središča najmočnejših imperijev na svetu. Glavna mesta, ki so nadzorovala trgovino, vojne in bogastvo v starih časih. Toda skozi stoletja je veliko teh mest popolnoma izginilo z zemljevida in jih je zgodovina pozabila. V tem videu bomo spoznali starodavne prestolnice, ki so nekoč vladale celotni regiji. Danes pa večina ljudi sploh ne ve, da so sploh obstajale. Preden začnemo, prosim, všečkajte ta video in se naročite. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. In zdaj začnimo. Suza, preden je Persepolis postal središče moči, je obstajalo mesto, ki je že dolgo nadzorovalo trgovino in politiko na območju Bližnjega vzhoda. To mesto je bila Suza. Nahaja se v današnjem jugozahodnem delu Irana, blizu nekdanjih poti, ki so povezovale Mezopotamijo in iransko planoto. Zaradi svoje lokacije je naravno postalo stičišče različnih kultur, jezikov in imperijev skozi tisoče let. Po mnenju arheologov je Suza eno najstarejših neprekinjeno naseljenih mest na svetu. Obstajajo dokazi, da najstarejše naselje tukaj sega približno v 5. tisočletje pred Z. šterno. Še preden je Perzija postala močna, je bilo to že središče starodavnega kraljestva Elam. Tukaj se je razvil lasten pisni sistem Elamitov. Tukaj so tudi zgradili svoje pomembne templje in upravne centre. S preprostimi besedami, to ni bilo le navadno mesto. To je bila politična in verska prestolnica mogočne civilizacije, ki jo je danes skorajda že pozabilo veliko ljudi. A Susa je postala še bolj znana, ko je prišlo Perzijsko cesarstvo. Ko so se spreminjale trgovske poti in se je središče moči premikalo v druga mesta, je vpliv Suse postopoma slabel. Ko se je okrepilo Seleukidsko cesarstvo po osvajanjih Aleksandra Velikega, je bilo to nekoč mogočno mesto še bolj potisnjeno na stran. Sčasoma so ga prekrili zemlja in zgodovina. Toda pa v poznih 19. stoletju do zgodnjega 20. stoletja se je zanimanje za Suzo ponovno prebudilo, potem ko so francoski arheologi izvedli obsežna izkopavanja. Odkrili so na tisoče artefaktov, od glinenih tablic do velikih delov palače. Danes je Suza priznana kot pomembno UNESCO območje svetovne dediščine. A kljub temu jo pogosto zasenčijo bolj znana imena, kot sta Babilon ali Persepolis. Kajti skozi zelo dolgo obdobje je bila Suza eno izmed krajev, kjer so se srečale kulture Mezopotamije, Perzije in Elama. Mesto, ki je nekoč postalo srce enega največjih imperijev v starodavnem svetu, Aksuma. Na severnem delu današnje Etiopije še vedno stojijo ogromni kamniti spomeniki. Videti so kot sodobni nebotičniki, izklesani iz enega samega kosa kamna. To so obeliski Aksuma, nekdanje prestolnice mogočnega kraljestva Aksum. Veliko ljudi o tem skoraj nič ne ve. Toda pa v času svojega največjega razcveta so rimski in bizantinski pisci priznavali Aksum kot eno najpomembnejših civilizacij na svetu, skupaj s Perzijo, Indijo in Kitajsko. Ker je bil Aksum blizu Rdečega morja, je postal središče mednarodne trgovine med Afriko, Bližnjim vzhodom in Indijo. Tukaj so prehajali slonovina, zlato, kadilo in drugi dragoceni izdelki, medtem ko so iz drugih delov sveta prihajali svila, steklo in začimbe. V času, ko je bil globalni prevoz še omejen, je bil nadzor nad trgovskimi potmi izjemna prednost in prav to je obogatilo Aksum. V 4. stoletju našega štetja je v kraljestvu prišlo do velikih sprememb. Kralj Izana se je spreobrnil v krščanstvo in sčasoma je krščanstvo postalo uradna državna religija. Zaradi tega je Etiopija postala ena prvih držav, ki je sprejela krščanstvo kot državno religijo. Do danes je ta vpliv še vedno viden v etiopskih pravoslavnih tradicijah. Do 7. stoletja se je nadzor nad trgovskimi potmi Rdečega morja spremenil po širitvi islamskih sil v regiji. Gospodarstvo kraljestva je bilo postopoma prizadeto in njegov vpliv na mednarodno trgovino se je zmanjšal. Ko so izgubljali prihodke in povezave z drugimi deli sveta, se je središče moči začelo seliti drugam. Sčasoma je Aksum ostal kot tiho mesto, polno ruševin in spomenikov. Toda čeprav je kraljestvo oslabelo, njegov prispevek k zgodovini ni izginil. Hatuša sredi gora današnje Turčije so ruševine mesta, ki so se ga nekoč bali egiptovski kralji in druge sile na Bližnjem vzhodu. To mesto je bila Hatuša. Danes ni tako znano kot Rim ali Atene, toda v poznobronasti dobi so bili Hetiti ena najmočnejših sil na svetu.
Nadzorovali so velik del Anatolije in so se lahko kosali z Egiptom, Asirijo in Babilonom na področju vojske in diplomacije. In središče vsega tega je bila Hatuša. Hatuša. Mesto je bilo obdano z močnimi zidovi, ki so sledili skalnatemu terenu območja. Sovražnik ni mogel kar tako vdreti sem. Eden najbolj znanih delov mesta je Levja vrata. To je bil monumentalen vhod z izklesanimi levi kot simbol zaščite in moči. Obstajala so tudi kraljeva vrata z reliefnim izrezljajem bojevnika ali boga. To kaže, kako pomembno je bilo Hetitom združevanje politike, religije in vojaške moči. Hetiti so bili znani po prilagajanju bogov in verovanj iz različnih kultur, s katerimi so prihajali v stik. Zaradi tega je postal njihov verski sistem zelo raznolik. V mestu so bila velika svetišča. Ta so bila namenjena njihovim glavnim bogovom, vključno z bogom nevihte Tešobom in boginjo sonca Arino. Tisoče glinenih tablic s klinopisom so tukaj odkrili arheologi. Zaradi teh tablic so zgodovinarji bolje razumeli, kako so Hetiti vladali, kako so ustvarjali zakone in kako so se pogajali z drugimi kraljestvi. V 23. stoletju Pernestim Štetot po dolgotrajnih napetostih med Hetitskim imperijem in Egiptom je bil sklenjen mirovni sporazum. Tako je bil sklenjen med Hetitskim kraljem Hatušili III in egipčanskim faraonom Ramzesom II. Ta sporazum je danes zelo znan, saj velja za eno najstarejših ohranjenih mednarodnih mirovnih pogodb v zgodovini. Njegove kopije so bile najdene tako v Egiptu kot v Hatuši in kot simbol starodavne diplomacije je danes njegova replika v sedežu Združenih narodov v New Yorku. Okoli leta 1200 Pertenenoštov Štitot so se v Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu vrstile nemiri. Veliko mest in kraljestev je propadlo zaradi kombinacije invazij, notranjih konfliktov, gospodarskega zloma in oslabitve trgovskih mrež. Danes je Hatuša na UNESCOvem seznamu svetovne dediščine. In čeprav ni tako znano kot druge starodavne prestolnice, je to mesto pomembno, ker kaže, da so že v zelo zgodnjem obdobju zgodovine obstajale kompleksne vlade, mednarodna diplomacija in velika mesta, ki so se lahko kosala z najmočnejšimi imperiji svojega časa. Pušpa na vzhodnem delu Turčije, poleg ogromnega jezera imenovanega Van, stoji starodavna kamnita trdnjava na vrhu strmega hriba. Na prvi pogled je to videti kot navadna ruševina, vendar je pred več kot 2000 leti to bilo središče enega najmočnejših kraljestev v regiji. To je Tuspa, nekdanja prestolnica kraljestva Urartu. Medtem ko je Asirija širila svoj vpliv v Mezopotamiji, je v goratem delu Anatolije tiho raslo še eno kraljestvo, in to je bil Urartu. Čeprav danes ni tako znano kot Babilon ali Perzija, je bilo to kraljestvo resen tekmec asirskemu imperiju okoli 6. stoletje pred Stevenajšnja študenta in srce tega kraljestva je bila Tušpa. V mestu so bili palače, skladiščni kompleksi in templji, zgrajeni za njihove bogove. Urartici so bili znani tudi po svojih naprednih namakalnih sistemih, kanalih in vodnih omrežjih, ki so pomagali podpirati kmetijstvo v suhi regiji okoli jezera Van. V času, ko je bila tehnologija še omejena, je bil nadzor nad vodo na takšnem terenu velik dosežek. Zaradi tega je postala proizvodnja hrane bolj stabilna in njihovo gospodarstvo se je okrepilo. Urartici so svoj jezik zapisovali s prilagojeno različico asirskega klinopisa. Zaradi napisov, najdenih na kamnih in stavbah, so zgodovinarji bolje razumeli, kako so vodili svoje kraljestvo in kako so njihovi kralji izkazovali svojo moč. Do 6. stoletja Persinenok štetivo je Urartu dokončno propadel zaradi kombinacije zunanjih napadov in notranjega propadanja. Ko se je Perzijsko cesarstvo razširilo in vključilo regijo pod nadzor Perzije, je Tušpa ostalo kot zapuščeno mesto. Do danes še vedno stojijo nekateri deli trdnjave Van, vključno z zidovi, stopnicami in v skalo izklesanimi sobanami. To je kot tih opomnik na kraljestvo, ki je nekoč bilo velika sila na Bližnjem vzhodu. In čeprav ni tako znan v splošno znani zgodovini, je Tušpa pomemben, ker dokazuje, da so zunaj bolj znanih imperijev obstajale tudi druge napredne civilizacije s svojo identiteto, inženiringom in vojaško močjo. Meron leži na vzhodnem bregu reke Nil in je bila prestolnica kraljestva Kuš od približno 4 stoletja pred Stonejster Šteteko do 4 stoletje Nejšter Šteteko.
Sprva je bilo središče moči Kuša v Napati, vendar so kasneje prestolnico preselili v Meron. Eden najpomembnejših razlogov za to je bil dostop do nahajališč železove rude. Meroe je postal glavno središče za proizvodnjo železa. Po besedah starodavnih piscev je bilo okoli mesta veliko dima zaradi številnih peči in talilnih obratov tam. To podpirajo arheološki dokazi, saj so še danes na tem območju vidni veliki kupi žlindre in sledovi proizvodnje železa. Nadzor nad izdelavo železnih orodij in orožja je bil neposredno povezan z vojaško in gospodarsko močjo. Medtem ko so se številna kraljestva še vedno zanašala na uvožene materiale, je imel Meroe sposobnost izdelovati lastna orodja in orožje. Kralji Kuša so prav tako gradili templje, palače in piramide. Čeprav so piramide v Meroeju manjše kot v Egiptu, pa je njihova zasnova bolj strma. Več kot 200 piramid še vedno stoji v tej regiji danes, kar predstavlja eno največjih koncentracij piramidnih struktur na svetu. V 1. stoletju Perternatoga Štetun, potem ko je Rim zavzel Egipt, je prišlo do napetosti med Kušom in rimskim imperijem. Po rimskih virih se je Amanirena zborila proti Avgustovim silam in Kuš je uspel ohraniti svojo neodvisnost po mirovnem sporazumu. V času, ko skoraj nihče ni mogel ustaviti širjenja Rima, je neka afriška sila uspešno izpogajala in ostala neodvisna dolgo časa. Toda v 4. stoletju našega štetja je Meroe začel slabeti. Spremenile so se trgovske poti, njegov vpliv v regiji se je zmanjšal, kraljestvo Aksum na vzhodu pa je postalo močnejše. Sčasoma je bilo mesto zapuščeno in postopoma izginilo iz spomina sveta. V 19. stoletju so evropski raziskovalci ponovno odkrili njegove ruševine. In tam se je ponovno začelo sodobno arheološko zanimanje. V kraljestvu, ki je bilo nekoč eno najmočnejših v Afriki, Ani, na meji današnje Turčije in Armenije, je zapuščeno mesto obdano s travniki in pečinami. Na prvi pogled je to le tiha zbirka ruševin, toda v srednjem veku je bilo to eno najbogatejših in najlepših mest v regiji. To je Ani, nekdanja prestolnica Bagratitskega armenskega kraljestva. V 10. in 11. stoletju je Ani doživljal vrhunec svoje moči. Ker je ležalo na križišču trgovskih poti, ki so povezovale Bizantinsko cesarstvo, Perzijo in arabski svet, je mesto hitro obogatelo. Nekateri zgodovinarji verjamejo, da je prebivalstvo preseglo 100.000 ljudi. V času svojega vrhunca je bila to izjemno velika številka za srednjeveško mesto. In zaradi številnih cerkva in samostanov je bil Ani znan kot mesto tisočerih cerkva. Toda pa ni številčnost, ni edini razlog, zakaj je bilo mesto posebno. Ena najbolj znanih stavb tukaj je katedrala v Aniju, ki jo je zasnoval armenski arhitekt Tardad. On je tudi znan po tem, da je pomagal pri obnovi Hagije Sofije, potem ko jo je poškodoval potres v bizantinskem obdobju. Na stavbah v Aniju je opazen poseben armenski slog, visoke kupole, podrobno izklesani kamniti okraski in dizajn, za katerega pravijo, da je vplival tudi na nekatere dele poznejše srednjeveške arhitekture. V 13. stoletju je prišla mongolska invazija, ki je oslabila trgovske poti in obrambo mesta. Hkrati je regijo prizadelo tudi več zaporednih potresov. Cerkve, obzidje in infrastruktura v Aniju so se postopoma uničevali. Ko se je trgovina premikala in so se regije spreminjale, je mesto izgubilo nekdanji sijaj, dokler ni bilo do 17. stoletja skoraj popolnoma zapuščeno. Nekdanja živahna prestolnica je postala mesto duhov. V 19. stoletju so Ani ponovno opazili evropski popotniki in arheologi. Fotografije zapuščenih cerkva in ogromnih ruševin so se razširile in ponovno se je prebudilo zanimanje sveta za srednjeveško armensko civilizacijo. Danes je Ani na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine. In čeprav ni tako znano kot Konstantinopel ali Jeruzalem, je to mesto pomembno, ker prikazuje, tako napredna in bogata je bila armenska kultura v srednjem veku. Civilizacija, ki ji pogosto ne posvečajo dovolj pozornosti v splošni zgodovini. Taksila. Nahaja se v današnjem Pakistanu in skozi mnoga stoletja je bilo to središče politike, trgovine, izobraževanja in kulture v starodavni Južni Aziji. Številna imperija so prišla in prevzela nadzor nad Taksilo. Prišla je pod oblast Perzijskega imperija. Prečkal jo je Aleksander Veliki, postala je del Maurijskega imperija in resnično so jo najprej vplivali Indogrki in Kušanski imperiji. Zaradi tega je mesto postalo edinstvena mešanica perzijskih, grških, indijskih in srednjeazijskih vplivov.
Po besedah starih grških zgodovinarjev je Takšila mirno sprejela Aleksandra v obdobju Pirine stodenešti študek. Pokaže, da je bilo mesto že vajeno menjave vladarjev in mednarodnih povezav. Pod vladavino Čandragupta Maurje in še posebej Ašoke je mesto postalo pomembno upravno in budistično središče. Sam Ašoka je bil guverner Taksile, preden je postal cesar. Ko se je budizem širil po Aziji, je Taksila postala eno najpomembnejših središč budističnega učenja in kulture. V umetnosti Gandhare je jasno vidna združitev grških in indijskih umetniških tradicij. Tukaj so nastale nekatere najzgodnejše človeške upodobitve Bude, slog, ki se je kasneje razširil v različne dele Azije. Preprosto povedano, Taksila je močno vplivala na vizualno identiteto budizma. Večkrat je bil napaden v različnih obdobjih, vključno strani Huno v 5. stoletju našega štetja. Ko so se spreminjale tudi trgovske poti in politična središča, so Taksilo postopoma zapustili. Sčasoma ga je prekrila zemlja in bil je pozabljen več stoletij. Dokler v 20. stoletju niso ponovno izkopali njegovih obsežnih ruševin, vključno s templji, stupo, mestnim obzidjem in stanovanjskimi četrtmi. In za vsako plastjo izkopavanj postaja vse bolj jasno, kako raznolko in povezano je bilo to starodavno mesto z različnimi civilizacijami sveta. Kartagina. Če obstaja eno mesto, ki je bilo skoraj največji tekmec Rima v starih časih, je to bila Kartagina. Nahaja se na obali današnje Tunizije in se je začelo kot kolonija feničanskih naseljencev iz Tira, okoli 9. stoletja predega monetega Štiltove. Toda sčasoma je Kartagina iz preproste trgovske kolonije zrasla v izjemno mogočno pomorsko cesarstvo. Nadzorovala je dele Severne Afrike, Španije, Sicilije in druge strateške teritorije v Sredozemlju. Ključ do moči Kartagine je bilo morje. Kartagina je bila znana po svojem krožnem vojaškem pristanišču, ki je lahko sprejelo več kot 200 vojnih ladij. Po rekonstrukcijah zgodovinarjev in arheologov so bila pristanišča, ladjedelnice in skladišča izjemno dobro organizirana. Zaradi tega je Kartagina stoletja prevladovala v sredozemski trgovini. Toda mesto ni zasnovelo samo zaradi trgovine. Leta 146 pred Natom in Štatava, po tretji punski vojni, so rimske sile pod vodstvom Scipija Emilijana uničile Kartagino. Po starih virih so mesto požgali, veliko prebivalcev pobili ali zasužnili, Rim pa si je dokončno prilastil njegovo ozemlje. Kasneje so Rimljani mesto ponovno zgradili. V času Julija Cezarja in Avgusta je ponovno postalo pomembno središče rimske Afrike. In čeprav se Kartagina pogosto omenja le kot sovražnik Rima, je imela v resnici veliko večjo vlogo od tega. Zgodovinsko gledano je bila Kartagina stoletja središče trgovine, pomorskih inovacij in sredozemske kulture, ki je pomagala oblikovati starodavni svet.